vse bo v redu, vsaj tako so rekli, če pa ne bo v redu, pa do poroke bo ziher v redu. In ko smo že ravno pri poroki, z mano je Andrej Štrk, ki je v bistvu ženin na prvi pogled. Dobro jutro, Andrej. Dobro jutro. Ej, veš kaj ti povem? Noben mu od naju ni ratelj, ne? Ti si šel na poroko na prvi pogled, jaz imam pa da že 10 let, pa tudi se ne da, ne? Kaj se ne da? Prstana dobiti? Mislim, ti si vsaj prstan dobo, jaz ga še kar nimam, a veš. Ja, res je, ja, prstan sem dobo, ampak to je tudi vse. Žare pa, mislim, si dobo ženo, sam si se kar hiter ločil. Ja, v bistvu ja. V bistvu ja. Zdaj za začetek, vsi tisti, ki mogoče šova ne gledajo, Andrej Štrk je v bistvu tisti dečko, ki ga vidite po Celju, sicer v opravi varnostne službe, ampak on je šel v ta eksperiment poroka na prvi pogled. In da mi povej, kakšen je bil sploh tvoj namen, da si dejansko šel v ta eksperiment, oziroma mi radi rečemo, da si šel v šov. Ja, ljudje radi rečejo, da je to šov, ja, dejansko je pa res eksperiment, ker stopiti v čevlje tega ni tako enostavna stvar. Priporočam vsakmu samskemu. Dobar si se to zdaj zmazal. Opozarjam pa na to, da je treba biti mentalno, psihično zelo, zelo močen, ker zadeve so turbulentne, ampak v pravem pomenu besede turbulentne. Zakaj sem se odločil vstopiti v šov? Vstopiti v ta eksperiment sem se v bistvu odločil res z čistimi pa iskrenimi nameni. Jaz sem že dolgo sam, v bistvu že lahko rečem 8 let, 9 let. In ko sem gledal to avstralsko različico, po kateri je tudi naša licenca odkupljena tega eksperimenta, se mi je zadeva zdela zelo v redu. Pa češ pogovoriš se s strokovnjaki, oni ti iščejo najboljši meč za tebe, se pravi, da ti oni pomagajo najti partnerja, ki ga mogoče ti ne vidiš ali pa ga zaznavaš narobe. In ja, šel sem za upanjem, šel sem po ženo, dejansko tako odgovorim od prvega dneva. Kako pa je to tvoja hčerka sprejela? Moja... Mislim, a veš, prideš domov, čuj, jaz sem pa v ženu. V bistvu je malo drugače, veš, če ti iskreno povem. Jaz sem skoraj 2 meseca se vozil v Ljubljano na vsa testiranja in vse. Kakva testiranja? Razni pogovori z psihologi, z psihiatri, z strokovnjaki za družinske zveze, za razmere, z seksologinjo, z vsem živim, tako da in šele potem si ti izbran ali pa nisi izbran in lahko vstopiš v šov. Tako da hčera moja, kak je sprejela, ona je sam rekla, a ti, ok, spoštujem tvojo odločitev, ja, se si res sam, sam mene ne nič mešati v to, nočem biti na kameri, nočem biti del tega, nočem biti nič. Te pa želim vso srečo, tako da, tako je to hčera sprejela. Je pa res, hvala Bogu, da imam 27 let staro hčero, ki je samostojna, živi v Ljubljani, je novinarka, tako da tu ni bilo težav, razume te stvari. No, draga novinarka, mogoče lahko kaj izbrskaš, ne? Še kakšno, a veš, podtalno, če ate ne bo hotel povedati. Ja, ampak provizija gre meni, če zbrska kaj. Poglej ga, tržno naravnan pa je. Tak moraš biti tudi pri ljubezni. Tržno naravnan v smislu ljubezni. Ker zdaj to pa je res. Greš v šov po ljubezen. Točno tako. Iz šova si pa skoraj da ne pobegnil. Ja. Zaradi neljubezni in čujem, da je kar res turbulentno bilo. Vidva sta se v bistvu tako mal, gospa astrologinja ni bila najbolj navdušena nad tvojim videzom. Kako hudiča človeka sodiš po zunanjosti? Ja, če ti pričakuješ, da boš dobil 180 cm visokega, črnolasega, bradatega moškega, ki ima lahko maksimalno 70 kg, potem si verjetno fejst razočaran. Če vidiš enega sivga, starejšega, z modrimi učkami, ko ima 105 kg. A veš, kaj pravijo? Višina pa štima, 180 pa štima. Dobar, neki so pa trofli, ne? Neki so pa trofli, ja. Ampak se veš, kaj pravijo? Če jih nimaš, to nisi prav dat. Ja, to je res, ja. Ne. Ampak za pravega deda mora biti tudi prava babnica, pravijo. Enkrat me je ena kolegica, sem da se navežem na tebe, na to, ne, je rekla, veš, Andrej, ti si meni kar všeč, ne? Vse sicer ne vem, kako bi me ampak vem pa, da bi me dober povalo. Dober, v vsaki stvari je treba iskati pozitivno stvar, ne? Res je. No, in kaj je bila pozitivna stvar tega eksperimenta? Kaj si se naučil, glede na to, da ljubezni dejansko nisi dobil? Veš kaj, Šiši, bom iskren s tabo, največ, kar sem v bistvu iz tega eksperimenta odnesel, je to, da sem sam sebe nekje stestiral, kje sem.
Se pravi, Koliko imaš jeklene živce? Koliko imam jeklene živce, koliko sem recimo duhovno drugače naravnan, koliko sem na drugem, ne vem, tudi mentalnem nivoju, tudi razmišljanja, moja pričakovanja, moja recimo za neko zvezo naprej, to, kar hočem od življenja, so popolnoma drugačna bila kot recimo od partnerke. Čeprav ona je rekla, najine vrednote se razlikujejo. Zdaj pri vrednotah je tak, ne, razen tega, da so me gnali na 1900 metrov, ko človek se ne premakne 6 metrov, je hudo, ne. Tista vrednota mi res ni pisana na kožo, hribi niso moja specialnost, ne. Je pa res, da v drugih vrednotah, recimo, pa midva nisma toliko fejst na razen bila, ne. Pač motila je tudi moja služba v nekem delu, ona dela za sebe privat in to, jaz sem imel privat, pa vem, kak je. Tako da, ampak tu bi še vse nekako šlo, če bi se druge stvari pokrile. Bolj ta njena, če čebula ne bi bila hočem reči, da bolj ta njena, kako bi rekel, ni to energija, ta njena impulzivnost, to bo prav naslov. Kaj je po horoskopu? Si zapolnil? Ja, brez skrbi. Jaz sem si želel, da je ovčka, ampak ona je tipičen ovn z velikimi rogi. Ja. Kosmata pa perenglih. Kosmata pa perenglih. Andrej, malo pauzice, da osveživa grlo. Okay. Dragi moji, brez milosti, ne? Ker zdaj prihajajo naša ušesa. No mercy in where do you go? Pa smo nazaj. Nisem sama, z mano namreč Andrej Štrk, ženin na prvi pogled. Andrej, dobro jutro še enkrat. Živo. Midva te zdaj lahko vidva na televiziji. Kak je občutek, ko se gledaš? Ker ponavadi je tak, veš, da vsak, tudi recimo, ko pride na radio, ne rad sliši svoj glas. Ja. Kak je pa zdaj sebe videti na televiziji in podoživljati vso to dramo? Čisto v redu, to lažno se s tem, da kamera ti dodaja 15 kil, tako da to je v redu. Mi je pa zelo zanimivo bilo se gledati, ker dejansko gledalci pa gledalke vidijo 10% ali pa 15% vsega tistega, kar se je dogajalo, pa kar je na sneto, pa vse. Ampak dejansko vidijo pa res, se pravi, podtek dneva tako, kot je bil. Se pravi, ni fejkan, ni zrežiran, ni neki umetno ustvarjan, to, ko marsikateri zdaj pišejo v komentarjih. Ni, ne. Se pravi, zgodba dneva sledi realnemu dogajanju, kot je bilo, ne. Ampak tu je bilo še seveda veliko drugih stvari in če bi hteli vse prikazati, kar je bilo posnet, verjetno bi ta šov trajal, ne vem, po moje, 12 mesecev, da bi se gledal po televiziji. Koliko časa pa ste dejansko snemali ta šov? Ja, 2,5 meseca. Ja, 2,5 meseca, ne. Zdaj, ti si šel z iskrenimi nameni, da najdeš ženo. Ja, z najbolj iskrenimi, res. Ven si prišel pa z najboljšimi prijatelji. Ja, posebej z dvema. Ja. Matjaž pa Peter, carja forever. Ja. Na drugi strani recimo od punc Anja, Viki, to so ene take osebe, ki smo se tudi dobro pokonektali, se pravi tudi na prijateljski bazi. Matjaž pa Peter, pa ja, definitivno. Tu sem dobil pa premijo, pa mislim, da tudi ona dva. Tako da mi se pa zdaj redno družimo. Fajn je, Peter je iz Ljubljane, Matjaž je iz Primorske, tako da imamo pokrito celo Slovenijo, kamerkoli gremo, imamo stanovanjski problem rešen za prenočiti. Ja. No. Ne, v redu je, ja, kar se tega tiče, ta dva sta pa res sončka, pozitivca oba. Žal mi je recimo predvsem Petra, ker Petra sem ocenil, da je prišel res iskreno, čist popolnimi enakimi nameni v eksperiment kot jaz. In mislim, da jaz mu želim srečo, no. Mislim, mi želimo srečo vsem vam, glede na to, kaj vse se vam je dogajalo. Me pa zanima ena stvar. Ja. Ko sem gledala jaz avstralsko verzijo tega šova, sem dejansko videla, da imajo lahko telefone in tudi prosto so se gibali, se pravi, da so imeli stik z zunanjim svetom, ampak oni so bili v istem hotelu vsi, torej da so se potem tudi malo vmes kateri sparčkali. Kako je bilo to pri vas? Ja, ta del jim zavidam, predvsem zadnji del, ker prvi del smo imeli tudi mi, se pravi, mobilne telefone smo lahko imeli. Okay. Isto prenos na računalnike, isto, ne vem, ta stik z družbenimi omrežji, ampak nismo smeli se prav razkrivati, kje smo, kaj delamo. Pač normalno smo se mogli obnašati, kot da je naš vsakdanjik, da smo v službi, da smo vse. Nismo smeli razkrivati dobenih podatkov ničesar, kar je čisto logično.
Kaj pa izhodi? Kar se pa tiče našega bivanja, smo bivali čisto vsak na svojem koncu Ljubljane, tako da niti nismo vedeli, na katerih naslovih kdo biva. In je bilo težko se družiti. Težko pa tudi kaj. Ja, težko. Se drugač pa parčkat. Drugač pa parčkat, tako. No, dočim pri Avstralski je pa tako, kot si rekla, oni bivajo v istem hotelu, kar je dosti lažje, ker je več druženja in več pogovorov in bolj spoznavaš tudi druge ljudi. Kaj pa izhodi ven? No, izhodi ven je bilo pa tak, ne, se pravi, če si hotel iti, naprimer zvečer ven, je seveda produkcija to mogla vedeti, ne. Dogovoriti si se mogel tudi z ženo oziroma z možem, da to počekira pa potrdi, čeprav tu so bili tudi tisti, ki so naredili izjeme, pa so si potem zakuhali eno čorbo iz tega naslova. No, jaz osebno moram reči, jaz zvečer nisem hodil ven, jaz sem dejansko bil tam. Res pa je, da sem 2 dni v tednu, ker so bili prosti snemanja dnevi, meni mogoče nisem hodil v svojo službo, ker za tak dolg eksperiment pa vse nekaj delati moraš. Ta del me zanima. 2 meseca pa pol snemanja. Je tako. Zdaj, služba, a si imel toliko dopusta, a si bolniško vzel ali kaj si naredil? Ja, jaz se moram mojemu delodajalcu dobesedno zahvaliti res, ker so mi šli na roko, ker so imeli razumevanje, predvsem zato, ker me vsi želijo, da spoznam partnerko in da si tudi rekli, pejt. Ja, pejt, ja, ured si to, zrihti še to, Madonna, rabimo te, ne, tako da tu res kapo dol podjetju našemu. Sem pa v bistvu namensko, ko sem se za to odločil, šparil lanskoletni dopust, pa pokuril tudi skoraj cel letošnji dopust. Kaj je bilo vredno? Iskreno povej, ne razmišljaj. Ne, ja. Ja. Kar se tiče tega, da sem dobil prijatelje, ja, kar se tiče tega, da mi zveza ni uspela, pa ne. No. Bi še ponovil ta eksperiment? Na prvo žogo ne, na drugo žogo pa če rečem ja, ampak sam pod mojimi pogoji. Kakšni pa so tvoji pogoji? Da bi aktivno sodeloval v iskanju neveste. Ja, da ne bi čakal celo dopoldne, da se obrnem pa vidim, kdo bo prišel. No, koliko časa je to čakal, ker ti kakor sva se mi to pogovarjali, oziroma vi ste prišli na Bled 2 dni prej. Ne, mi smo prišli na Bled na dan poroke. A je na dan poroke? Je tako, ob 7 zjutraj. Samo obrnil si se pa kdaj? 13 pa 29 minut popoldan. Ja, pa si znaš predstavljati, kaj delaš človekom v času čakanja. Ja, ampak recimo... sam pred matičarjem, se pravi, že na samem prizorišču za obljube sem stal 25 minut. Pa kaj so ti dal vsaj kak stal? Ne. In tudi skozi je matičar rekel, mene gledajte, tako da na prvi pogled bi se človek še v njega zaljubil. Ja, v redu. Mislim, jaz ti bom tako rekla, mi je žal, da nisi mogoče najdel tistega, kar si res želel. Vem pa, da si dobil tist, kar si rabo. Ja, res je. In to sta 2 super prijatelja. Tako je. Zdaj pa sem še ena stvar taka, malo bolj mogoče žgečkljiva. Ja. Zdaj, ko si videl, kjere babnice so bile noter, ja. Bi ti bila kjera bolj na kožo pisana? Ja. Kjera pa? Ne povem. Jaz verjamem, da tvoja družbena omrežja in sporočila so preplavljena z ženskimi sporočili. Je kjera tudi tako smotrna, da ti dejansko na prvo žogo pošle kako slikco? Misliš intimne detajle? Ja, ena je bila totalno vulgarna. Mislim, poslala mi je 6 različnih kombinacij podaljšanih nohtov z 6 različnimi barvami pobarvane. Pa je napisala, kateri so ti najbolj všeč. Sam ne vem, zakaj se tu gre. Ne, ni bilo. Takih slik moram reči, da ni bilo. Je pa res, da sporočil je eno malo morje, na kar sem po eni strani, bom rekel, ponosen, vesel, ker vidim, da so me res videli v luči taki, kot sem šel. Tak kot sem in tako, kot sem šel v ta eksperiment. Je pa res, jaz se oproščam, nemogoče je odgovoriti na vse. Res je nemogoče odgovoriti na vse. Pa mogoče sem malo razočaran tudi v tem delu, ker določene dame, ko ti pišejo, pričakujejo odgovor takoj.
in če ga ne napišeš, recimo v 3-4 dneh, potem postanejo že, bom rekel, Nestrpne. nestrpne, mogoče majčke neprijetne, že pišejo, zdaj si pa dvignil nos, zdaj pa misliš, da si frajer in podobno, kar pa sploh ni moj namen, to bi rad povedal, res ne, ampak čist malo razumevanja, prosim. Jaz sem se res zelo dolgo trudil, da sem probal odgovoriti čisto vsem, ampak res je nemogoče. Ampak, Andrej, mogoče veš, kaj mi naredimo? Zdaj si prišel na fantasy. Kaj, če mi pa naredimo en meet and greet, a veš, tako s fuzbaleri, pa mi naredimo s tabo, ali pa naredimo en tak speed dating, fantastični speed dating z Andrejem Štrkom. Pa to je naj predlog, Šiši. Kje si ti to zdaj poštudirala? Ne vem, zdaj mi je takle. Da nisem še s tebe zdaj očaral, a? V glavnem, fajn se me, lepo te je bilo videti, dragi poslušalci. tebi. Mi dva morava končati, on Hvala. mora iti na šiht, jaz moram pa tudi naprej s samimi dobrimi vibracijami. Ampak, kar se tiče pa speed datinga, pa bomo zdaj mi dva malo naštudirala, pa da vidimo, mogoče pa kaj najdemo. Možno, hvala, super. Evo, Andrej, hvala in pa seveda vso srečo v iskanju ljubezni. Hvala tudi vam, vse dobro po vašem radiju. Hvala.